Lep dober dan še enkrat v imenu Slovenske matice. Pri vas smo bili zdaj že 3-krat, kaj ne, z nekaterimi smo sodelovali, čudovito, imenitno na delavnicah. Marsikaj smo slišali in spoznali, marsikaj smo izvedeli na teh delavnicah, ampak danes nas čaka prav posebno presenečenje, kaj ne? Na teh delavnicah smo se pogovarjali o kateri knjigi, morda katera od vas se spomni, kako je naslov tej knjigi? Zavladati vetru. Bravo, odlično! O knjigi Zavladati vetru smo se pogovarjali. A se morda katera izmed vas spomni, kdo je avtorica te knjige? Ste se spomnili, ja? Kombo, vem, da je ni predcimena, pa ne vem. Gomboc. Gomboc, kako je ime gospe? Tereza. Mateja, bravo. Tereza je ime njeni hčerki. Mateja Gomboc je avtorica te knjige Zavladati vetru, ki jo bomo predstavljali danes, ampak predstavili jo bomo na prav poseben način. Z nami je avtorica Mateja Gomboc, ki jo prav lepo pozdravljam. Dober dan, tudi jaz sem zelo vesela, da sem med vami in zelo mi je v čast, da ste brali knjigo, zbirko kratke proze Zavladati vetru. Eni ste jo že prebrali, eni jo še boste, eni se boste samo pogovarjali z mano o njej. Skratka, zelo s spoštovanjem vedno gledam bralce svojih knjig in vas zelo spoštujem. Hvala, ker ste jo prijeli v roke. Upam, da vam bo dogodek lep, da se bomo lepo pogovarjali, da bom pametno odgovarjala, vsekakor pa bom z vsem spoštovanjem odgovarjala na vaša vprašanja, ki ste jih menda že zbrali skupaj. Tako je, mi smo sodelovali na 3 delavnicah. Prva delavnica je bila posvečena pogovarjanju o knjigi, kaj vam pomeni knjiga, a ne? Kaj ste brali v svoji mladosti in katerih avtorjev se še spomnite. Druga delavnica je bila potem prav posebej jezikovna in kaj smo odkrili, spoštovana Mateja? Napake. Ne, nismo odkrili napak v knjigi, ampak posamezne stavke smo gospe profesorice Mateje malo pokvarili, pozabili kakšne vejice, a ne, pa namesto juha napisali župa in podobno. In moram priznati, draga, spoštovana Mateja je dolgoletna profesorica na škofijski klasični gimnaziji bila, letos je prenehala poučevati in je zato zelo skrbna, kar zadeva jezik, ampak vseeno moram priznati, da smo odkrili, da so tukaj zelo, zelo pridni, lep dober dan, da so tukaj zelo odlični poznavalci jezika. Včasih veliko bolj kot današnji mladi ljudje. Ogromno napak so odkrili v teh naših pokvarjenih stavkih, ne v knjigi sami. In učili smo se malce tudi rime, kaj ne, in podobno. No, tretja delavnica je bila pa novinarska delavnica, ne? In vsak se je malce predstavil, vsak je povedal nekaj o knjigi, z gospo Matejo se tikava, ker se že zelo dolgo poznava, zato ne zamerite. In vsak je povedal, katera zgodba mu je bila všeč. Ampak začnimo na začetku.
Vsak je pripravil kakšno vprašanje, ki se mu je porodilo ob bodisi pogovarjanju o tej knjigi ali ko so jo brali. Pa bi morda začeli z prvim vprašanjem, a je morda kdo tu, ki se ga spomni? Kdo ima prvo vprašanje za gospo Matejo Gomboc? Ker danes ne bom spraševala jaz, ampak vi. Kdo bi zastavil prvo vprašanje? No, odlično, kar pogumno čakajte, pridem do vas. Izvolite, kar blizu. Odkot prihajate? Odkot izvira vaša družina? Zelo lepo. A jaz sem ta mikrofon. Jaz sem kot profesorica vajena zelo ne ravno glasno govoriti, ampak vsaj tako, da sem razumljiva, ne? Da sem dosegla tiste zadnje vrste, zato upam, da me boste razumeli, ko bom govorila, ne? Tudi tisti, ki imate mogoče malo težave s sluhom. Ne? Ja, lepo vprašanje in tudi odgovor ni enoznačen, kajti rodila sem se v Ajdovščini, in zelo kmalu, pri 3 letih, šla s svojo sestro v zamejstvo. Moja sestra se je poročila z zamejskim Slovencem, 17 let starejša od mene, ona prva, jaz sem 6, šesti otrok, vmes se pravi, so bili še 4, in jaz sem šla pri njenih 20 z njo, 3-letnica, tako da sem se same sebe zavedla v zamejstvu, Sovodnjah ob Soči. Potem sem se pa vrnila v Ajdovščino v osnovno šolo, v srednjo šolo hodila v Gorico, Novo Gorico to, ampak iz Gorice, iz Sovodnj večinoma. Potem sem pa, ko sem začela študijem slovenščine in italijanščine, sem spoznala Prekmurca in me je peljal v Kočevje. Sva živela v Kočevju nekaj časa. In tu vprašanje. Ja, no, in Ste to dobile? Bomo tudi vam dali kakšno vprašanje za prebrati, kar počakajte. No, in potem sva se midva po enem letu Kočevja, ker je on živel v Kočevju, preselila v Novo Gorico. In iz Nove Gorice, tam sva imela 3 otroke, in mislim, jih še imamo, ampak v Novi Gorici nismo več. In se pred 25 leti preselili v Ljubljano. Zdaj pa več časa preživimo na Krasu, kot pa v Ljubljani, ker nam je tam lepše. Tam imamo eno hišo. Vidite, da ni tako preprost odgovor na vaše vprašanje, ne? Tako da prostorov v Sloveniji imam veliko pravzaprav in celo čez mejo. Hvala, gospe Mateji, za ta odgovor. Še nekaj imamo vprašanj na temo, nekaj je že odgovorila, morda nekaj na temo njenega življenja še, si katera upa drugo vprašanje? Drugo ali tretje lahko. Ali želite? Čist, dajte kar drugo. Drugo. Ali imate otroke, ali imajo tudi oni radi knjige? Lepo. No, tako, smo že pri knjigah, pri knjigah in zdaj bi vseeno morda nekaj čisto malenko še vprašala, jaz eno podvprašanje, predno preidemo k knjigam. Omenila si, da si pri 3 letih šla s sestro živeti, kaj pa mama, kaj pa starši? Moja mama in moj oče sta bila še v službi, ko sem bila jaz majhen otrok in to, da se je moja najstarejša sestra odločila, da bi me vzela s sabo, je bilo po svoje tehnično gledano olajšanje glede varstva, tako da sem pustila pol vrtec in sem šla s svojo sestro v zamejstvo. Ampak moram povedati pa tako, da ko sem bila najstnica, sem z mamo bila večkrat v konfliktu in mislila sem, da ji zamirim to, kar me je pustila takrat. Ampak v resnici pa, zdaj, ko gledam nazaj, čutim, da sem bila po svoje v prednosti pred drugimi otroki,
ker sem imela dve mami. Svojo mamo in moja najstarejša sestra je bila ena moja mala mama. Ste razumeli, ne? In sem v resnici zato tudi ohranila neverjetno navezanost na to svojo najstarejšo sestro in ona name. Opazili ste pa morda, da govorim v pretekliku, ker je nažalost moja sestra umrla. In me je tudi to zelo prizadelo. Drugače pa z očetom sem bila zelo navezana na očeta, tudi on je nažalost umrl, ko sem imela 13 let. Domen. Moj oče je umrl, ja. Tako da tole je mogoče na ta odgovor. Drugače pa, ja, sem mama trem hčerkam, Klara, Tereza in Katarina, zato sem tudi prej rekla, da moja hči je Tereza Gomboc, ne? Tako da Klara je violinistka, Tereza je veterinarka, Katarina je pa tudi profesorica slovenščine in ruščine in pisateljica tudi. So zelo prisrčne, zelo povezane med seboj in z mano in z očetom svojim, se pravi z mojim možem. No, mogoče pa zdaj, ko so že odšle od hiše, sva ostala sama z možem, ampak sva zelo navezana eden na drugega, zelo povezana. Tako da mislim, da tudi to čutijo naše punce. Brali smo od majhnega že. Torej, prvo, že jaz sem kot majhen otrok izjemno veliko brala, zelo zgodaj sem se naučila brati in žrla knjige, ne brala, prav mol bila. In to ljubezen sem prenesla tudi na hčerke, zelo rade berejo, še vedno, najprej sem jim jaz brala, ampak zelo zgodaj so začele same brati. Ko je naša prvorojenka začela brati, je na glas brala pravljice zvečer s svojima dvema sestricama. In to še vedno ostaja, tako da pri nas še vedno zelo radi beremo drug drugemu glasno. Zdaj nam je ostala navada z možem, da vsako jutro berem jaz na glas kakšno knjigo, skupaj jo bereva in je to pravzaprav že par let to počneva, no. Tako da se ne bere samo otrokom, se bere tudi lahko odraslim. Ja, mislim, da je to lepo, da. Hvala, kar nekaj smo že izvedeli, spoznali o gospe Mateji. Jaz sem zelo klepetave sorte, saj to ste že ugotovili, ne? Ampak še veliko moramo izvedeti, a ne? Morda vprašam vas, gospa Marinka, ne? Ja. Boste tretje vprašanje Ja, vi? tlej že nekaj povedala, ampak ta zadnji odstavek, kaj vas je spodbudilo, da ste začeli pisati? Kaj pa prvi del? Kaj vas je v otroštvu zaznamovalo? Aha, kar obe vprašanje. Ja, no, Ja, ampak to ste že... ampak bom še. Namreč, prej sem rekla, da sem zelo zgodaj začela brati, tudi pisati sem začela zelo zgodaj. Preberem en odlomek. Lahko. Pa bom jaz zašla. Si bom sam, da odprem, ja? Preberem iz te knjige, ne? Pisati se je naučila pri 5 letih. Starejša sestra je doma puščala knjige, ki jih ni potrebovala v šoli. Ko mama ni videla, je eno izmed njih, čitanko, vzela z njene police in iz nje prepisovala znamenja. Nekega dne je spoznala, da zapisano razume. To so bile črke. Ena ob drugi so sestavljale besede. Čarobni učinek odkritja dolgo ni minil. Besede, nanizane ena ob drugi, so uresničevale svet, ki ga je videla ali pa čutila okoli sebe. Ko je stavek prebrala, se je iz njenih ust skotalilo stvarstvo in ona je postala stvarnica. Sprva je prepisovala, nato pisala. Takrat je plitvo dihala in prisluškovala v sebi, kaj mora zabeležiti. Nov stavek, ki ga še nikoli ni videla, niti slišala in se je izpisal z njeno roko, je bil kot novo ustvarjeni dan in bilo je prav dobro.
Odslej je vedela za veličastje te možnosti in je nanjo čakala s slastjo, kdaj bo spet sedla k praznemu listu in zapisala prvo črko, besedo, stavek. O tem je razmišljala, ko se je igrala s punčko, ko je zunaj risala skredo po asfaltu, ko je mami pomagala rezati solato. Potem je samo sedla in domišljeno ustvarjala. Stavki so se začeli nizati drug ob drugem, skladali so se in tekli kot voda po rečnih kamnih. Postali so zgodba, ki je še nikoli ni slišala. Napisala jo je do konca in jo odložila na polico. Naslednji dan bo odkrivala, kateri stavki bodo sestavili novo zgodbo, ki bo prav tako nova, še nikoli povedana, še nikoli prebrana. Tole, prebrala sem iz knjige, ampak malo avtobiografije je v tem odstavku, ker sem tudi sama, podobno kot tale deklica, tudi sama nenadoma občutila čarobnost zgodbe. Da lahko nastane ne samo v knjigi, ki jo vzamem v knjižnici ali pa jo imam na polici, ampak jo lahko tudi ustvarim sama. In to je bilo že prej 5-6 letih. Jaz sem, verjetno ste tudi vi to počeli, da ste zložili liste skupaj, jih ilustrirali in napisali zgodbo. No, to sem jaz počela, ko sem bila majhna, ne samo to, celo potem ko sem ugotovila, da je premalo bralcev doma, sam 4 brate in sestre sem še imela, pa mamo in očeta, sem še sosede angažirala. In potem je ena soseda enkrat mi rekla, a ti dam lahko en dinar, pa ti meni pustiš to zgodbo. Še zaslužila sem! In potem sem seveda začela prodajati lastne knjige, se veste, kot človek zavoha denar, pri 5 letih. No, v glavnem, tako da sem že zelo majhna pisala in izdajala knjige. V šoli pa nehala, potem. Razumete, ne? Ja. No, kako sem pa potem začela pisati? Potem sem pa opravljala druge vloge v življenju. Zelo rada sem hodila v šolo do konca. Res rada, vse skozi. Zelo rada sem postala mama in žena, seveda. Zelo rada sem postala mlada profesorica. In ni bilo časa, da bi pisala. Ampak potem sem si pa le vzela čas tako, da sem eno zgodbo ob večerih, ko je bil mir v hiši, zapisala. In sem jo poslala na en literarni natečaj in dobila 3. nagrado. Sem bila zelo počaščena. Naslednje leto sem imela polna motivacije, sem dobila 1. nagrado. Potem sem si pa rekla, čakaj, sam malo, se mogoče pa dobro pišem, ali pa mogoče mi gre. Potem me je pa prijateljica spodbudila, da sem začela še otroške knjige pisati oziroma zgodbe in jih pošiljala v otroške revije. Tako so nastale otroške knjige in zdaj je kar veliko knjig imam, zdaj imam 4 knjige za odrasle in 16 za otroke. Tako da je kar veliko tega. Ko sem pa enkrat začela s pisanjem in objavljanjem, nisem več nehala. Pišem skozi. Ampak to ne pomeni neprestano pisati. Pomeni, da neprestano imam eno nadaljevanje v glavi. Tako. No, katera se bo opogumila, boste lahko vi prebrali mogoče kakšno vprašanje z tega lista, boste lahko? Morda tole? Ali ste se zdravo opozorjanje in pisanje že učili? Ali mislite, da je ta dar prirojen? Ali ga človek pridobi poznaje? Zglamo. No, nekaj je že bilo odgovorjenega, ampak vseeno, koliko pomembno je branje, tukaj še zraven poleg talenta? Jaz moram, čudovito vprašanje, res. In moram povedati, da odgovora nanj ne znam odgovoriti, kajti odkar vem zase, vem, da sem pisala. Razumete? In da sem brala in da sem moje življenje je od majhnega že življenje z zgodbami.
ali so mi jih pripovedovali, ali so jih brali, potem sem pa že začela jaz brati. Ampak, ko jaz pogledam svoje spomine nazaj, se ne spomnim dogodkov, velikih dogodkov. Ne vem, kako sem praznovala rojstne dneve, pojma nimam. Ne vem, kaj se je dogajalo, ko je bilo Silvestrovo, novo leto. Nič ne vem. Nič tega nimam v spominu. Imam drobne spomine, ki so, recimo, imam točno v nosu vonj atlasa, ki sem ga imela najraje, ko sem bila bolna. In sem zelo rada atlas gledala, od majhnega že naprej. Potem imam pred sabo, pred očmi prizor pšeničnega polja, ko sva s sestro, visoko nosečo, moj najstarejši nečak je slabe 3 leta mlajši od mene. Oziroma dobra 3 leta, skoraj 4, no? Tako da sva kot brat in sestra mi dva. In jaz se spomnim, kako vidim to pšenično polje in en ogromen trebuh, ki mi je oviral pogled na tole pšenično polje. V tistem trebuhu je bil moj nečak, ne? No, hočem vam povedati, da sem očitno bila opazovalka od majhnega že. In zbirka Zavladati vetru je zbirka pravzaprav mojih opazovanj. Mojih, ali pa z očmi, z ušesi, z vonjem, z otipom. Tako moram reči, da sem zbirala. Sem pa prepričana, da je branje tisto, kar bogati, kar krepi besedni zaklad, krepi misli, krepi življenje, spreminja naše življenje iz enoznačnega, enega življenja, ki ga živimo, v več življenj. Primer vam bom povedala. Zdaj sem brala, predzadnji roman, ki sem ga prebrala, je roman ukrajinske pisateljice, Biografija naključnega čudesa. Za njim sem prebrala roman gruzijske pisateljice Haratišvili, Osmo življenje, 1100 strani. Vam povem, da zdaj zadnji mesec živo doživljam te države, Ukrajino in Gruzijo, ki ju prej nisem tako dobro poznala. Oziroma sem delala veliko napak pri sklepanju o teh 2 državah. Kar pomeni, da nam branje res odpira nove svetove. In še kaj, no, jaz mislim, da branje je mnogo vsega, no. Res. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Da sem odgovorila. Bomo zdaj šli naprej, a ne? Gospa Rozi, vi imate tudi kakšno vprašanje za našo gostjo? Spet pisati, toliko pisati, ampak glede na to, da imate družino, pa po dnevi ali po noči. Bom povedala. Moji bratje in sestre, pa moja mama, so zmeraj govorili, da neprestano delam, ko sem bila že majhna, ne? Ampak to ne pomeni, da sem, ja malo sem tudi bila deloholik, tudi to. No, ampak zdaj kdaj pišem? V resnici dam prednost vsemu tistmu, kar je treba dati prednost. Ko so bile punčke majhne, so bile one prve. Pa zdaj recimo, ko sem hodila v službo, sem vedno v dnevu najprej poskrbela, da sem pripravljena za naslednji dan. Ker če si profesor, če hodiš v šolo, učiš, moraš iti pripravljen v razred. Ni to nobenega blefiranja pred mladimi. Te takoj razumejo, takoj vidijo. Tako da sem vedno vse dolžnosti opravila. No, pa pridejo fizična, gospodinjska dela, kar pomeni kuhanje, likanje, pospravljanje, rihtanje otrok, vožnja otrok in tako naprej. Ja, takrat se pa lahko že piše, bom rekla v narekovaju. Namreč jaz vse, kar pišem, najprej napišem v glavi. Najprej razmišljam o tem. In domislim tudi. In ne sedem k računalniku, če nimam pravzaprav zgodbe že v glavi. Recimo, včeraj sem eno drugo delo delala cel dan in zvečer sem bila popolnoma prazna in nisem sedla k računalniku.
Nisem nič napisala včeraj. Je pa to redkost. Moje načelo je, bom vzela latinski izraz, nulle dies sine linea. Ali naj ne mine dan, ko ne bi napisala vsaj kakšnega stavka. In to je eno. Drugo pa je, kdaj pišem? Pišem se pravi potem, ko vse končam. Zdaj, ker imam bolj prazno hišo in manj dolžnosti, pomeni to, da je prej, popoldne recimo, že lahko sedem v pisanju. Nikoli, gospa Rozi, nikoli pa ne po noči. Nikoli. Po 10 še nisem pisala. Res, to pa se držim tega, da se ne piše z utrujeno matasto glavo, ampak da pišem spočita, sveža. Mogoče bom kdaj vzela lekcijo, da bom pisala zjutraj, ampak zdaj zaenkrat zjutraj raje dolgo pijem kavo in berem knjige na glas v postelji, kot ste slišali. Mislim, da vse to pripomore k pisanju. Mislim, da ste dobro organizirana. Mislim, da sem, ja. Torej, da je to tisto, kar je ključno, da je človek organiziran, da ve, kaj je treba kdaj narediti. Ne vem, primer bom povedala. Predvčerajšnjim sem dobila eno nalogo, ki jo moram napisati, za eno otroško revijo moram napisati 4 strani. Ne? In sem vprašala urednico, do kdaj pa moram to napisati, in ona mi je rekla do 13. oktobra. In jaz sem vzela koledar in sem si v tednu od 5. oktobra do 12. napisala, napiši zgodbo. Ne? Hočem vam povedati, da sem odložila. Odložila sem nalogo na tisti teden. Me ne muči, ni obremenjujoče, moram pa do 12. oktobra kaj drugega napisati, kar sem tudi že obljubila oziroma delam še zdaj. Ne? Kot pa je Ignacija omenila, sem pa pustila službo, s 1. septembrom sem samo umetnica. No? Ja, nisem več profesorica. No, zdaj smo že kar nekaj izvedeli o današnji avtorici, o gospe Mateji Gomboc, avtorici te zbirke zgodb Zavladati vetru. Kar na nekaj vprašanj smo že dobili odgovore, kakšni 2 smo preskočili, ampak je vmes že pravzaprav avtorica na njo odgovorila, kaj poleg pisanja še počnete v življenju. Tega nisem že povedala. Aha, želi povedati tudi to? No pa dajmo. Kaj poleg pisanja še počnem v življenju? Ja, to, kar sem včeraj počela cel dan, zaradi česa sem bila utrujena, da zvečer nisem pisala, namreč kot profesorica slovenščine tudi pišem jezikovne priročnike za slovenski jezik za srednje šole in naslov tem učbenikom je Besede in to pišem pa že 27 let. Kar pomeni, da to je za poklicne šole, oziroma 3+2, to je tiste, veste, 3-letna poklicna, pa še 2 leti, da dobijo srednjo izobrazbo. No, in trenutno končujem 3. petko, besede 5, se pravi za zadnji letnik, ampak letos, ker je prenova učnega načrta, moram že prenoviti 4. enko. Tako da in to sem sveto obljubila urednici na DZS-ju, da bom naredila enega do konca septembra, drugega do konca oktobra. In to pomeni, da zdaj res delam to. Res intenzivno delam, po cele dneve, čist sem noter, zato ker je pomembno, da to naredim, ker je potem uredniškega dela, kar moja ljuba urednica tudi ve povedati, je zelo veliko še potem. Ja. Tako, potem torej učbenike pišem, pa sem na strokovnih izpitih na ministrstvu, nisem pa več profesorca, to pa nisem več. Lektorica. Zelo redko kdaj, ker ne utegnem lektorirati. In drugače imam pa tako silno rada jaz slovenski jezik. Mislim, da je to tudi zato, ker sem otroštvo preživljala v zamejstvu. Ker zamejci imajo narodno zavest na višji ravni kot mi, a veste. Ja. Znajo bolj ceniti slovenstvo. Ja. Bi tudi vi morda kakšno vprašanje, potem pa gremo
k našim gospem, ki so še sodelovali. Boste morda vi kar nadaljevali, morda 8. vprašanje. Aha. Pišete samo prozo ali tudi poezijo? No, tudi zelo zanimivo vprašanje. Mi smo spoznali avtorico, torej kot pisateljico, ki prozo piše, a ne? Zdaj pa malo skrivnosti še izvejme. A sem zadela. Namreč, vsi veste, da tukaj bila sem v puberteti, ne? In ko si v puberteti, pišeš pesmi, ne pa, in take tragične pesmi, ne? Take boleče, ne? Ja. No, v glavnem, zaljubljene, običajno nesrečno, ker če so srečno zaljubljene, pa ne pišeš pesmi, ko se poljublješ, a ne? Ja. No, skratka, si sem nehala pisati pesmi, če vam to kaj pove. Torej, in imam zvezek s pesmimi svojimi, ne? Take so, kot bi bile pri domačih vajah objavljene, ne? To domača vaja je bil literarni zbornik, katerega mentorca sem bila 20 let. No, skratka, pisala sem pesmi in imam objavljene 3 pesmi. 3. 2 v Mavrici in 1 v Cicibanu. In na tem nivoju sem končala. Se trudim, bi zelo rada enkrat, nimam časa, da bi namreč za pesem, da si pesnik, potrebuješ veliko discipline, skoraj več, ne. Vidim, to mi da vedeti tudi naša Katarina, moja 3. hčerka, ker je ona izdala 2 pesniški zbirki in je za eno tudi bila nagrajena in je zdaj v zadnjem intervjuju napisala, da je, ko je izdala roman, da je roman veliko lažje pisati kot poezijo. Ne? Jaz sem pa priznam, nisem pesnica. Pišem pa kratko prozo, romane, zgodbice za otroke, otroške romane, mladinske romane, pestro. Samo pesnic. Ampak mogoče, če me boste čez 10 let povabili, bom povedala, da pišem tudi pesmi. Ker malo se spogledujem s tem, da bi tudi kakšne pesmi pisala. Odlično, gremo še malce v ta konec, pa boste vi zastavili naslednje vprašanje. Zakaj ste izbrali naslov Zavladati vetru? Aha, ja, zdaj smo pa že pri tej knjigi, a ne? Tako, odlično. Najprej vas bom jaz vprašala. Tako po dobre pol ure pogovora. Kakšen občutek ste dobili? Nisem prebrala. Nič hudega, če niste prebrali. Nič hudega, če niste prebrali. Po pol ure pogovora, kakšen občutek ste dobili, da sem jaz optimist ali pesimist? Optimist. Optimist pravite. Pesimist. Ne gre, ne? Vam odkrito povem, da je res. Jaz sem prav, lahko rečemo, skoraj malo bolno že optimist v vsaki stvari. Moji starejši bratje in sestre, mlajšega nimam nobenega seveda, se zmeraj spomnijo, da sem vse merila v naši hiši. Vse ima vse v redu, skozi je bil ta stavek v mojih ustih, čeprav ne vem, če bi ga je kdo meni povedal. Ampak jaz sem stalno iskala pravzaprav v vsaki stvari pozitivno, vedno. In tega se ne morem ne rešiti, ampak taka sem tudi kot pisateljica, da iščem pozitivno in ko sem izbirala naslov tej zbirki, sem ovrgla marsikaterega in se odločila za tega, ker mi je pozitiven. Pozitiven, ne? V smislu, da obvladaš tudi tisto, kar je težje. Se spomnite še, odkot sem doma? Ajdovščina. Ja, kaj vam pove Ajdovščina? Kaj je tam? Točno tako, burja. Najboljša burja, kar je možno, ne, v Sloveniji. Zdaj razumete, kaj pomeni zavladati vetru, mislim, v smislu pozitivno. Razumete, ne? Je pa, če ste prebrali zbirko, je Zavladati vetru naslov ene od zgodb, ki mi je zelo ljuba. Kako zvezi s to? Notri, ja? Zakaj so ti slike
To bomo pa tudi še prišli do Ja, tega vprašanja. Ampak bo verjetno zraven povedala. Bom. Ampak mogoče najprej od tej kratki zgodbi Zavladati vetru. A ste opazili, da se zgodbe začnejo s starejšo gospo, starejšo žensko in gre navzdol, ne? In že prva zgodba je ristanc nazaj, ristanc poznate, ne? Igra, ko se skače, ne? Na Primorskem mi rečemo kamenčke metati v tej igri. In ona gre nazaj, ne? In v spominih in pride do tega otroka, ki sem prej prebrala, ne? Pa so vse zgodbe, pravzaprav zgodbe o pot nazaj, ne? In nekje na sredi, oziroma proti koncu, je zgodba o deklici, ki je prestopnica, nesprejeta, nerazumljena, punca, ki je z roba družbe in vendar se odloči, da bo zavladala vetru. Zelo težko, ampak se odloči. In mislim, da sem tako skozi njo pravzaprav simbolično ponazorila vse zgodbe. No. Tako, zato zavladati vetru. Ker v to verjamem, da se to da. Ja. Hvala. Proti vetru je bilo težko? Ja, tako je. Proti vetru je težko. Ja. Morda še kdo kakšno vprašanje, ki se ga je že pripravil? Kako bi izboljšali zanimanje za branje v sodobni družbi? Kaj pa, če bi mi ta vprašanja bolj za konec prihranili, pa se zdaj malo še v knjigi pogovarjamo? Hoče vi, Kaj pravite? Kaj pravite? Tole bi jaz vas prosil, če bi morda prebrali. Tole, to nas vse zelo zanima. Ali svoje zgodbe vpleteni v svoje osebne življenjske oziroma zgodbe, s katerim se srečate v življenju? Dobar dan, jedno vprašanje. Vlasnik Jana je tu? Ne. Ne. Danes je pa ni snimal. Torej, vprašanje je razumljivo, ali v zgodbe vpletaš osebne izkušnje, recimo tudi ta zgodba Zavladati vetru. A to nastane iz osebne izkušnje, tako zgodbo srečaš, tako osebo srečaš, ali samo iz fantazije, iz domišljije? Bi morala iti, torej pregledati celo zbirko, da bi vedela, ali sem kakšno si izmislila prav iz domišljije ali ne, ampak mislim, da take ni, da take zgodbe ni. Morate pa vedeti, da je nemogoče, da bi jaz vse doživela, kar sem v tej knjigi napisala, kar sem v drugih romanih, kar sem v otroških zgodbah, nemogoče je, da bi jaz vse to doživela. Je pa tako z mano. Prej sem vam govorila o tem, da sem od majhnega opazovalka, otipljivka, vohljačka in tako naprej. Skratka, da sem slišim. Primer vam bom povedala. Spomnim se ene deževnega somraka, tako proti večeru je bilo mrzla jesen v Ljubljani in so nas vrgli z mestnega avtobusa prej dol, ker je bila poplava. In zato sem šla po pločniku naprej in se ustavila po naslednji postaji in za mano je bila klapa 3 mladih, jaz jih nisem gledala, ki so po glasovih je bilo slišati, da so zelo mladi, tam 13-14 let. In so izjemno grdo govorili, izjemno grde besede so uporabljali in izjemno vulgarno so se izražali. In tudi o vulgarnih situacijah so govorili. In jaz se nalašč nisem obrnila, da ne bi jih videla, ker ni bilo potrebno, da bi jih videla. Ampak te besede, ki sem jih slišala, so me zaznamovale in je en odstavek v prvi zgodbi tak, recimo, ne? Razumete? Tako da hočem vam povedati, samo primer sem vam dala, kako vidim, slišim in tako naprej. Prej, ko smo se prišli s avtom, midve, smo se ustavili tukaj na parkirišču in ste sedeli nekateri po klopcah ali pa po 2-3 in jaz sem to si vtisnila v spomin. Ker sem tudi nekaj podobnega že doživela, ko sem šla obiskat teto
v dom za ostarele v Novi Gorici in je del enega drugega romana, Gorica, ta motiv močen. Hočem vam povedati, da zelo veliko, nekaj je izkušenj osebnih, nekaj mi je ljudi pripovedovalo, težko pa bi rekla, da je kakšna zgodba popolnoma izmišljena. Ne spomnim se, da bi bila prav tako, ampak se tudi, če je izmišljena, veste, je del mojega spoznavnega sveta. Ne? Recimo primer, prej sem vam omenila zadnja 2 romana. Ta 2 romana sta se usedla vame, ne? Sta postala del mojega sveta. Ne? Tako. Če pa kakšna zgodba ni zanimiva, jo pa vržem, veste, jo pa ne zapišem. Ne? Tako. Mislim, jo iz možganov. Katera je bila prva knjiga, ki ste jo prebrali? Prva knjiga, ki sem jo prebrala. A se spomnite? Jaz spomnim se, moram priznati, da prvih knjig se ne spomnim. Prav z knjig, tako, ki sem jih jaz prebrala, slikanic torej. No, Ampak tisti 2, ki sta pa zguljeni, uničeni, razpadajoči, sta pa Heidi, ja, in Pika Nogavička. Ti 2 knjigi sta pa prav v slabem stanju in kaj mislite, da sem jaz kupila krat 3 svojim 3 hčeram? Ja, Heidi in Piko Nogavičko naj jih nesela s sabo, ne? Vsako v svojo. To 2 sem gulila. Potem pa, ko sem bila že malo starejša, ampak ne veliko, po 10. letu, sem pa čist nora bila na Jane Eyre, Sirota iz Lovuda. Ja, čist, mislim, da se jo na pamet znala. No, tako obsedena sem bila s tem, da sem jo kupila 3-krat na bolhi, ne da bi vedela, da sem jo že kupila. Razumete? Te otroške knjigice se pa spomnim se, veste, jaz sem otrok socializma, ne? In to so bile tiste socialistične knjige, zelo dosti bilo ruskih knjig, zelo veliko je bilo ruskih knjig, ne? Zelo se veliko spomnim, recimo Bedačka Petra in Kraljeva ladja, mislim, da je to neka ukrajinska pravljica, sem jo imela. Potem se spomnim Puškina sem tudi imela. Potem zelo sem oboževala Erazem in Potepuh, že in Gulliverjeva popotovanja. To sem, ja. To smo brali. Kje vam da mikrofon? Kateri so vaši najljubši pisatelji? Moji najljubši pisatelji. Zadnji roman, ki sem ga prebrala, ga je napisala, ime sem pozabila, ampak Haratišvili, gruzijska pisateljica, ki je 2 tedna bila moja najljubša pisateljica. Ste razumeli? Ne moram reči, moram povedati, da izjemno cenim slovenskega pisatelja Lojzeta Kovačiča, zelo ga cenim. In zelo mislim, da najboljši roman zame je Prišleki. Roman Prišleki. Izjemen. Pisatelj, ki ga v celoti cenim slovenski, je Ciril Kosmač. Zelo ga cenim in tudi lahko rečem, da je on moj učitelj. Ker on je izjemno brusil jezik. In se zelo trudim tudi sama brusiti svoje izraze, svoj jezik. To moram pa poiskati. Vam priporočam, res. Ja, po mojem imate Pomladni dan, pa mogoče kratke zgodbe. Ja, tako. Je bil tudi film. Tudi, ja. Pa Tantadruj, pa tako, ne. Ja. Potem izjemen slovenski pisatelj mi je Ivan Pregl, tudi. Ravno tako brusil jezik, ne. Tudi Drago Jančar je izjemen pisatelj. Ampak drugače pa, ne vem, mlada Anja Mugerli, mislim, da je izjemno dobra. Nisem pa prepričana v letošnjo Kresnikovo nagrajenko, si brala september, ne? No, skratka, jaz knjigi dovolim 50 strani. Če me po 50 straneh knjiga ne prepriča, jo smem odložiti. Imam pravico kot bralka.
Razumete? Ne? Če me pa prepriča, pa dovolim tudi, kot sem prej rekla, 1100 strani dolgemu romanu, da ga berem in berem. Ampak povem anekdoto. Enkrat se mi je zdrsalo v naši kopalnici in imeli smo eno deklico na obisku in je pozabila zagrnci kopalnici, zato je bila mokra kopalnica in se mi je zdrsalo. In sem padla na glavo in začela takoj glavobol imela, bruhati začela, skratka, pretres možganov očitno. In so me peljali v bolnico in naslednje jutro je moja hčerka Klara me prišla obiskat v bolnico in mi je prinesla roman Lojzeta Kovačiča Prišleki. To debel roman. Jaz sem bila pa samo na opazovanju, veste. In še glave ne bi smela brati, ne? Ampak ona je za vse slučaje rekla, mama, sem zahrana najdebelejšo knjigo, ki jo imaš. Ja, zdaj pa je vendarle že čas, da tudi gospa Marinka zastavi vprašanje, ki ga je prej želela, a ne? Ja, zakaj so te slike ene temne, ene pa svetle? Mislim, to nekaj pove. A ne? A ste vi Marinka? Ja. Gospo Marinko zanima torej naslovnica knjige, a ne? Da jo vsem pokažemo. Ljudje za osvetljenimi, bolj ali manj osvetljenimi okni in kako pravzaprav nastanejo take naslovnice. Ja. Torej, najprej prej sem govorila o svojem optimizmu, ne? In da sem optimist. Ampak v 21 zgodbah je tudi nekaj takih, ne? Kjer je vsaj, če ne drugega, zatemnjeno okno. Se pravi, okno, za katerim se dogajajo skrivnosti. Ali pa upam, da ne bolečina, ne? Ampak tudi bolečina, žal. Ne? Z naslovnico je bilo tako. Ko sva se z urednico pogovarjali, kakšna bo knjiga, se pravi, so bile zgodbe že napisane, se je gospa urednica odločila, da bi za tole zbirko, Knezovo knjižnico, da bi zasnovali posodobljeno in sem ji jaz predlagala oblikovalko, ki je bila moja dijakinja nekoč. Ta deklica je že kot dijakinja pri meni oblikovala prej literarni zbornik Omenjam domače vaje. In Eva Mlinar je res takoj zagrabila in je začela oblikovati tole, pa istočasno je izšla tudi zbirka esejev Draga Jančarja, jo je podobno tudi zasnovala izjemno, je zelo zadovoljen tudi. In zdaj bo šlo tam naprej. Eva Mlinar me pozna že 25 let, se pravi, ne? Kar pomeni, da je vedela, kakšna sem, in ko je prebrala zgodbe, je naredila tako. V smislu, da so to raznolike zgodbe, zgodbe skrite, pravzaprav v našem očesu, zgodbe, v katerih je dvojina, je morda celo osamljen muc, je en sam človek, je skrivnost, a ne? Skratka, da je to zelo različno. Je pa zanimivo to, da v prejšnji zbirki kratke proze, pozneje se pomeniva, en od likov, ena deklica, gre z Ljubljanskega gradu navzdol in gleda okna, osvetljena z lučmi v večeru in razmišlja, kaj se dogaja za njimi. Tega Eva Mlinar ni mogla vedeti, da je to tako zasnovala. To je njena interpretacija cele zbirke. In v mojih očeh in tudi v Ignacijinih čudovita interpretacija. Čisto njena. Čisto njena. Dobila je pa besedila. Besedila je dobila, ja. Je prebrala zgodbe in potem to ustvarila. Je pa Eva Mlinar ta hip v Lagosu, v Nigeriji, kjer je svetovno srečanje ilustratorjev. Ja, ker mora za nas narediti neko naslovnico, da bi je rekla, da 14 dni še ne. Tako, ja. Vsi ilustratorji so zdaj tam. Zdaj imamo mi pisatelji mir.
Nihče ne dela naslovnic. Sem prebrala vse zgodbe. Ste? Ampak Čakajte, gospa Rozi. prebrala sem vse zgodbe in sem pa pogrešala epilog. Aha, Ja, ko smo se pogovarjali o knjigi, je takrat rekla, ja, te zgodbe se pa nobena prav zares ne konča. ja. Pogreša epilog. Ni se končala še moja zgodba, ni se končala še vaša zgodba. Jaz ne verjamem v konce zgodb. Ne verjamem v konce zgodb. Mislim, da so konci zgodb prepuščeni vam. Ne? Eni se boste zaradi tega jezili, tudi ko boste, gospa, mogoče boste zdaj prijeli še kakšno mojo knjigo, ne? In boste spet rekli, pogrešam epilog. Hočem povedati, da res ne verjamem v konce. Ne, tudi ko pride do konca, pride pravzaprav do drobnega novega začetka, nečesa, ne? Nečesa novega. Ja. Pri filmih je tudi problem, to konec. Tako, a ne da. Ne, mislim, jaz mislim, da samo je nadaljevanje, jaz verjamem v to prenavljanje sveta. No, tako. Hvala pa, ker pravite, da ste prebrali in verjetno se strinjate, da je naslovnica prava, ne? Da je naslovnica prava. No, zdaj smo pa pri posameznih zgodbah, a ne? Boste kar vi, a bi še katera morda, no, bomo dali vam najprej besedo? Zgodbo Berline. Zanima se tukaj, a ste zvedeli kakšno zgodbo od tega. A tako? Ja. Torej, zgodba Berlin. Malo bi prosila, da tudi vsebino obnoviš. Ali je nastala po kakšni resnični izkušnji? Zgodba Berlin je na žalost med tistimi, ki so mi po izkušnji oziroma po zgodbi najresničnejša. Ena najresničnejših, ne? Moram povedati, da je ta zgodba pretresla tudi gospo urednico. Ne? Na koncu ste pretresli. Ja. No, skratka, torej, za tiste, ki niste prebrali, ne bom povedala vsega. Gre za zgodbo iz glasbenega sveta, zborovodja, slaven, svetovno slaven Slovenec, v tujini živeč v Berlinu, povabi mlado zborovodkinjo k sebi, skaže se, da pravzaprav bi on rad kaj več od nje, ker je bil tega navajen pri mnogih ženskah, mlajših, ne. In ko mu ona razkrije, da preprosto pri njej ne bo uspeha, je on odkritosrčen in pove marsikaj iz svojega lastnega življenja, iz svojega, recimo temu, pokvarjenega življenja, ne. In to je to dekle zaznamovalo, da se mu je sklenila maščevati. Življenja, torej nisem mu maščevala fizično, ampak bolj psihično. Ne iščite, ko bi človek rekel, kdo bi to bil, kakšen, ampak preprosto, ko sem to zgodbo slišala, ko mi jo je nekdo pripovedoval iz svoje lastne izkušnje, to ni moja izkušnja, ampak iz lastne izkušnje, sem jo hote napisala. Da sem, recimo temu, razgalila tudi skrivnost mnogih cenjenih, spoštovanih gospodov, zlasti gospodov, o katerih ne vemo, kaj vse je pravzaprav tudi nemoralnega v ozadju. Skratka, to so razni umetniki, znani ustvarjalci, tudi znanstveniki, ki potem ki naivna mlada dekleta, ki imajo željo seveda uspeti, potem oni zlorabijo na nek način in jim obljubljajo slavo. In celo pripišejo, da so one iskalke, ne? Ja, in na koncu rečejo, vsi ste vi prišli k meni. Ja, ampak na koncu pa on, tok pa je tak, da je tisto, ki mu je hotela pospraviti, pa mečkan me jih nareda narediti,
Poj pa mislila, da bo tist, kaj že, album vzela. Je pa vedel, da jo mora spraviti, pa zakleniti. Ja. Nažalost pa moram povedati, da v resnici ni uspel. Ampak je tista oseba, ki mi je to vse povedala, ima ta album. Zgodba. Super. Odlično, vse nekaj. A potem je bilo maščevanje uspelo. Morda še kakšno vprašanje, bomo še kaj prebrali iz teh vprašanj, ki smo jih zadnjič zastavili. Da morda grem sem k vama spet. Pretole vprašala. Kakšno je vaše mnenje o današnjih mladih pisateljev? Aha, zdaj smo pa že na koncu tam, kjer je bila prej gospa, mislim, da Nismo še, tam je obranil, zdaj smo še pri pisatelju. Aha, Nema, saj se lahko skačemo. malo skačemo, dobro. Imam mnenje. Ker sem mama ene od mladih pisateljic slovenskih, ki je bila letos celo nominirana za Kresnika, je bila naša, mislim, njen roman, hodim na njena literarne večere, pa tudi na literarne večere raznih mladih pisateljev in pisateljic, tako da moram povedati, da kar poznam to sceno, bom rekla, tako kot rečejo oni. Nekateri med njimi so izjemno globoki, izjemno pretresljivo, dobro pišejo in bodo tudi še uspeli v življenju. In so na začetku že zelo nadarjeno, kažejo svojo nadarjenost in bo še lepo naprej. Malo sem subjektivna, ampak menim, da je perspektivna tudi moja hčerka med njimi. Naročeni smo doma na literarne revije, in sicer smo na 3 literarne revije naročeni, to so Sodobnost, Zvon in Literatura, ki so zelo različne. Zvon je bolj tradicionalno, recimo, zelo poglobljeno, Sodobnost tudi, bolj tako nekako pokriva več starosti, medtem ko literatura pa bolj mlajša in tudi malo alternativna, malo liberalna, ampak je zelo dobro, da imam vse, da vidim, kaj je v slovenskem prostoru. In nekaj je slabega, praznega, hoče poudarjati negativnost, hoče poudarjati slab način življenja, pri mladih še to sploh. Tudi marsikdo med njimi prizna, da drugače ne zna, ker drugega sveta ne pozna. Nekateri pa presegajo. Sama sem zahtevna bralka in sem zahtevna bralka v smislu, da se ne zadovoljim s plehkostjo. In nekaterim bi je pa ravno to všeč, nekateri pa ravno to uspevajo. Mislim, da bo šlo lepo naprej, tako kot je treba, kar bo ostalo, bo dobro ostalo. Tako da bo. Tudi mladi pisatelji. Ja, Bronja Bronja Žakelj je tudi zanimivo, upam, da ste prebrali. Samo ona ni več mlada pisateljica. Ja, ne, ona je par let mlajša od mene. Pozno je začela. Ja, to pa res, ja. Jaz sem že skočala. Sej zdaj... A ste vzglede filma? Ne vem, nekaj se je omenjalo, da se snema. Ne, se je že bil na nagrade Goje je en boljših filmskih izdelkov za slovenskih. Zdaj snema Marko Nabršnik, ali je že posnel? Jaz se pravim, da je, ja. Ja, je že po festivalih, tako da v veseli ga bomo videli. No, torej literatura in film, to je tudi zanimiva tema, ampak zdaj bomo še dali besedo kakšni naši udeleženki. Morda imate še vi kakšno vprašanje? Ja, zakaj v vaših zgodbah nastopajo same ženske? Sem čakala to vprašanje. V prvi zbirki kratke proze je 17 zgodb in mi je številka bila všeč, ampak sem vseeno rekla, da ne bo ostala pri enaki številki, ampak da bo to liha številka. In
Se pravi, ko sem pa, se spomnim, imela sem najprej enih 12-13 zgodb napisanih. In ko sva se dogovorili, oziroma vmes je bil COVID, ne? Zato se je preselilo, izdaja te zbirke bi bila 4 leta prej, recimo, ne? Ampak vmes sem potem jaz intenzivno ustvarjala še zgodbe in v enem trenutku ugotovila, da od 17 zgodb v 13 nastopajo ženske, v 4 pa moške. In sem rekla, zdaj pa, ali boš ti nadaljevala, tako da boš zdaj moških dala več, ali poskusi moške like spremeniti v ženske. In ne bom vam izdala skrivnosti, da katere zgodbe sem spremenila. Iz moških likov v ženske. Ste razumeli? Da so bile v resnici najprej to moški in potem sem ženske. In ko sem to spremenila, sem ugotovila, da popolnoma deluje. Se pravi, moški in ženske, ne bom zdaj rekla nekaj groznega, da smo vsi enaki, ne, ampak da smo v enakem svetu živimo. Ne? Mogoče je bilo, sem si lahko privoščila potem, ker sem dala to bolj žensko osebo, da so svet malo bolj intenzivno doživljale. Ampak vam moram povedati nekaj. Moj prvi roman, ki je izšel, nosi naslov Ime mi je Jon in je glavni lik fant, 14 let star fant. Hočem vam povedati, ali pa recimo v prejšnji zbirki je kar precej zgodb skozi oči moškega. Ne? In so bile tudi že nagrajene in tako naprej. Tako da tukaj je šlo za programski premik pri meni. Jaz sem se sama odločila, da spremenim in da bodo to protagonistke, ženske. Ne? Torej, svet, pa, o katerem govorim, pa je zelo pisan pravzaprav, ne? Zelo različen, kot, no, tako. Ja, hvala. Tole o ženskah je bilo res zanimivo, ne? Zanimivo je tudi to, da pravzaprav, kot je že rekla pisateljica, spremljamo zgodbe od najstarejše ženske do najmlajše. Prej sem vas malce prekinila, pa bova zdaj morda to vprašanje, a ne, to je bilo tole. Kaj vi radi berete, kateri so vaše najljubši pisatelji? Ne, tole. 18, pardon. Kako bi izboljšali zanimanje za branje v sodobni družbi? To je pa zelo zanimiva tema, a ne? Vi vsi ste radi brali, smo vsi še knjige brali, zdaj pa mladi vedno manj, razlogov je več, a ne? In glede na to, da imamo danes profesorico tukaj, ki je z mladimi desetletja in desetletja veliko delala, bomo seveda dobili najboljši možni odgovor. Ja, torej res je, da se vedno manj bere med mladimi. Jaz primerjam to tudi, ko hodim na počitnice, zimske počitnice. Zelo rada greva v tople kraje takrat. In ne vem, okrog naju letos so bili sami Švedi, Nemci, Francozi, ni bilo knjige na ležalniku. Ali telefoni, morda bralnik, no, kje, ne? Ampak knjige pa sprav redko, no. Skratka, mislim, da zelo je velik upad branja. Je. Po drugi strani pa ni res, da je upad branja, ker moji dijaki so na veliko brali iz telefonov. Knjige, romane, veste? Ja, pač fizična knjiga je tista, ki tiskana je tiskana. Ja. Drugo pa je, zdaj pa najprej prisila bralna prisila. Vanjo ne verjamem. Ampak kot profesorica, zdaj jaz sem imela srečo, da sem zadnja 3 leta učila samo polovično in da sem učila 3., 4. letnik, kar so že nekoliko vedo, zakaj hodijo v šolo, ne? Nekoliko. No, tako da sem že nekako vedeli so, da je treba brati. Lani sem prišla prvič v 4. letnik, prej so imeli druge profesorice.
In sem rekla, ko sem prišla v razred, sem rekla, tako kot Jezus, ko vprašal apostole, kaj pa vi pravite, kaj drugi govorijo o meni, kdo da sem, ne? Se jaz rekla, kaj ste slišali kaj o meni, ne? Kakšna profoksa sem, ne? In prvo je bilo, da tista, ki zahteva, da preberajo te knjige, da se bere, se rekla, točno to drži. Če se ne prebere knjige, jaz sem poslala dijaka ven z razreda, da je delal, kar je hotel, ta čas, jaz sem pa obravnavala knjigo. In pa so bili zavistni otroci, kaj so pa obravnavali, ki je bilo tako fajn, ne? In hočem vam povedati, da sem naredila pouk tak, da je bil lep, zanimiv za tiste, ki so prebrali. Mislim, da gospa Rozi, ki pravi, da je vse je že zgodbe prebrala, lažje sledi zdaj temu pogovoru, ker ste vse prebrali že, ne? Kaj vam hočem povedati? A vidite, pa smo tam. Isto so moji učenci. Tisti, ki so prebrali, so lažje sledili, so, bom rekla tako, noter padli in uživali v pogovoru ob knjigi. In pol, če so ugotovili, da niso prebrali, en fant je enkrat, nekega dne, ga ni bilo k pouku. Ker pa je Martin, bere. Kaj pa bere? Ja, roman z maturo. Ja, čakajte, sej smo že začeli ga obravnavati, ja, sej to je tisto. Skratka, ostal je doma, da je roman prebral, da je potem sledil pogovoru v razredu. Zdaj, nisem še odgovorila na vaše vprašanje. Mislim, da se kot profesorica sem se držala tega, da, kot je Slomšek rekel, kdor hoče druge vneti, mora sam žareti. Goreti. Ja, motivacija, ne? Ja, mislim, to, da ti z užitkom govoriš o kakšni knjigi. Sem priznam, rekla marsikdaj dijakom tudi, glejte, to obravnavamo, ampak brez veze, ne berite. To je res brez veze, brati. Ste razumeli, kaj sem počela hotela? Sem jim rekla, to je samo zaradi tega, da pač spoznamo to besedilo, drugače pa je slabo pisanje to, ali pa pretežko pisanje. Ne boste uživali pri tem. Če pa oni zvejo, kaj vse je mene zaznamovalo in če imajo radi in če jaz imam rada njih, potem bojo užgali se, ne? In enako je tudi jaz, ko hodim po šolah ali pa po knjižnicah, ko hodim v osnovne šole, ja, takoj vidim, a sem užgala otroke ali ne, z branjem. Jaz sem prepričana, da tudi recimo vi, ki ste detki in babice, ko bojo videli vaši vnuki, da vi berete, bodo rekli, čak sam malo, to je pa verjetno dragocenost, ki je vredna zgleda. Če otroci vidijo svoje starše, da berejo, ne pa da bulijo v telefonu, potem bodo prej brali, ali pa te bodo skupaj brali, ali pa da skupaj pisali morda celo in tako naprej. Ja, torej, jaz verjamem še v branje, ampak ne v branje samo pri otrocih in pri mladih, ampak tudi pri branju pri odraslih in starejših. Ne? Tako. Ja, odlično, ne? Marsikaj, tudi mi smo lahko v zgledu vsi, ne? Z branjem pred drugimi in spodbujanjem k branju. Morda bi vi še 9. vprašanje, sem videla, da smo ga izpustili, pa je še zanimivo, 9. Ali imate svoj avtorski slog ali spreminjate svoj stil pisanja? Ali stil pisanja spreminjate glede na to, ali pišete za odrasle ali otroke? Odlično. Torej, zdaj smo pa ravno pri tem, ves čas smo govorili bolj ali manj o tej knjigi za odrasle, a ne, zbirki zgodb. Zdaj pa smo tudi nekako moramo dotakniti otroške literature in ali se to slog spreminja, kako se piše za otroke, kako za odrasle, malo o tem. Ja, začela bom na koncu. Za otroke najprej. Kako se piše za otroke? Pika Nogavička mora skočiti ven iz mene. Ste razumeli, ne? Una lumparija otroška, jaz jo še imam, una majhno Matejo v sebi, ne? In pisati meni za otroke je vseeno težje kot za odrasle. Le zakaj? Jaz tukaj, sem odrasel človek, razumete? In da sem prepričljiva v odnosu do otroka,
moram se prilagoditi, spustiti, ampak po drugi strani spustiti na visoki ravni, ker to so prvi bralci, ki bodo vzljubili branje, če bodo dobili v roke dobro knjigo. Ne? In zato je treba z vso odgovornostjo napisati za otroke. Ta hip pišem en roman otroški in sem se zataknila, moram priznati, ker itak preveč pišem učbenik, zato sem se tudi zataknila, ker sem se zataknila pri eni podrobnosti, ki mi nekako še nisem je dorekla in sem že par dni pišem toliko, razumete? Ampak je tukaj tam brusim slog, način pisanja, ne? Zdaj pa, kakšen je moj slog? Tudi če sem klepetava in glasna, sem v resnici precej introvertirana. V resnici sem precej tiho, sama zase, v svojem svetu. Mož to dopušča, ker je tudi on tak molčečnež, tako da skupaj lepo molčiva, ampak se malo fino. No, ampak hočem povedati, da v tisti molčečnosti veliko domislim in tudi brusim in se trudim lepo pisati. Zelo mi je pomembno. Zdaj pa, da bi imela jaz prav prepoznaven slog, bo pa gospa urednica povedala, ampak pa mi vrnem. Ja, ker tega ne morem jaz. Ko sem seveda dobila v roke, seveda še preko računalnika, to zbirko kratkih zgodb, sem najprej rekla, tejle se pa vidi, da je profesorica. Zakaj? Zato, ker je bila vsaka zgodba napisana na drug in na drugačen način. Ena je napisana kot kmečka povesta, ker to poučuje, kako so pisali v 19. stoletju. Druga je bila napisana kot neka kronika, veste, to zgodilo se je to. Tretja je bila napisana skoraj kot drama, vse v dialogu med dvema zakoncema, ki se prepirata brez vsakega prvega govora, kot da je pravi dramski prizor. Četrta je bila napisana v obliki pisma, draga Dana, in potem nagovor tej svoji prijateljici. Skratka, že samo v tej knjigi, avtorica zelo spreminja oblike, ki jih uporabi za to, da eno zgodbo pove. Tako da gospe Mateji Gombuc se vidi, da zelo dobro pozna literaturo. Vidi se ji, da zelo veliko bere in da bere zelo različne stvari. Da bere od tradicionalnih zgodb pa do povsem modernih, ker je morala kot profesorica tudi vse to spremljati. Zato tudi veliko ve, Tako je. In zato ona zelo veliko je tudi prek svojega poklica spoznala. Ker mi imamo pisatelje, ki seveda celo življenje pišejo. In kaj potem ugotoviš, da pišejo eno in isto? Druga pesniška zbirka, enaka prvi, tretja še bolj in tako dalje. Ker nimajo teh prvič različnih izkušenj, ki jih je pisateljica ogromno pridobila tudi skozi vsakodnevni stik z zelo različnimi in številnimi dijaki, in ker nimajo takega znanja, ker ona je zelo veliko bere, ker je veliko tega tudi učila, od svetovne do slovenske književnosti. In to se zelo, zelo pozna. Seveda se ji pa pozna tudi, da je profesorica ne samo književnosti, ampak tudi profesorica jezika, da torej zelo pozna različne sloge, slog, ki je bogat z metaforami, kot je tudi zavladati vetru, ki je metafora za to, da smo močni, da premagamo tudi tiste stvari, ki se zdijo nepremagljive, da jih sploh ne moreš obvladati, vetra, nekih vremenskih sprememb. In skratka, tudi slog je izpiljen jezikovno. Tako. Torej, to je bil kompliment, hvala. Jaz sem ti dala mikrofon, da bi predstavila, kako si ti doživljala, in hvala za tako zelo lepo
popestritev pravzaprav, ampak drugače je meni zelo zanimivo mi je ne igrati se z bralci, da se razumemo, ampak poskušati nekaj novega. Roman zadnji, ki sem ga napisala, je naslov nosi Drseči fragmenti in je fragmenti, poznate, to so drobci, kot da bi bila razbita vaza recimo, in sem zlepila skupaj, tisto bili više jezni, vidite? Ker tisto sem zlepila skupaj, da še ne na koncu, ko končaš roman, zlepiš celo vazo, ne? Cel roman skupaj, ne? Mi je bilo zelo zanimivo to tako ustvarjati, no? Ampak nimam sicer beležke s sabo, jaz vse si zmeraj pišem v beležko, da se mi kaj ne zmuzne in si napišem, kako bo kaj potekalo, zato da ne naredim napake, no? V glavnem tako. Za uno zgodbo, ko se arhitektki pogovarjata, topniški položaj, sem si v beležko napisala cel časovni trak, da se nisem zmotila, koliko je kdo star v tej kratki zgodbi, recimo. Ja, tako. Ja, tako kar nekaj smo izvedeli o današnji gosti, gospe Mateji Gomboc, pisateljici. Zdaj, če ima še kdo, bližamo se koncu, če ima še kdorkoli, zdaj se mu je porodilo kakšno vprašanje, zdaj je med vami, imate priložnost, da kaj vprašate, lahko v zvezi s knjigo, lahko čisto mimo, lahko tudi kaj osebnega, ne, Mateja? Tako da zdaj je priložnost še za kakšno mini vprašanje, kar izvolite. Ali se vam zdi, da smo povedali vse? Vse. Jaz bi rada nekaj vprašala, pa ne upam. Kar upajte si. Vidite, vetro je treba zavladati, je rekla Mateja, kar upajte si. Kar vprašajte. Izven. Kaj rečete o knjigi Urške Klakočar-Zupančič? Tista mi je prišla pod roke in sem jo prebrala. Ampak vem, da ni, kaj jaz vem, no. No, vse je fajn to. Ampak je pa staro zgodovino pravniško. Ja, to je pa zdaj zanimivo. Pa če lahko kaj poveste. Morda tudi je to splošno vprašanje, Mateja, o teh, ko so tako naenkrat popularne knjige. Tako. Torej, jaz sem Gretin greh prebrala, preden je bila predsednica Državnega zbora, ko je bila pravnica še, ne? In nisem jo prebrala, ampak sem jo slišala, zvočna knjigo. Na sprehodih sem jo poslušala. In zdaj pa slišali, prebrala sem jo, ko ona še ni bila znana oseba. In sem ocenila, no samo vam povem, zdaj je zagotovo, ljudje jo sposojajo si to knjigo, ker jih zanima, kaj je napisala predsednica Državnega zbora, podpredsednica Svobode in tako naprej. Politična oseba, ali pa morda še tista, ki ima trenutno razne afere. Seveda, to zanima. No, jaz sem jo pa prebrala kot bralka in tisto, kar je tukaj v tem romanu, torej zgodba je zanimiva, ampak klišejska. Zelo klišejska, če razumete. Mislim, predvidljivo je, če poznate te razne ameriške pisateljice ali pa avstralske ljubezenskih romanov, so vse po enakem kopitu sestavljene. Nesrečna ženska, ki jo potem še bolj potlačijo, bolj spoznati nekega človeka, pride do nekega škandala ali katastrofe, se obrne to, se potem pojavi ponovno in tako naprej. Skratka, to so klišeji. To so mehiške nadaljevanke, to so turške nadaljevanke, razumete? Ki jih je zelo zanimivo gledati, so zelo zgodbeno močne, ampak rade šokirajo. Tako je tudi Gretin greh, ali pa ta druga knjiga, ki je pa seveda nisem prijela v roke, ker sem dobila svoje mnenje o prvi knjigi, da je to ni doktor roman, ampak je viteški roman, recimo. Skratka, ste razumeli? No, to je moje mnenje.
Še kakšno skrito vprašanje, ki bi ga kdo želel vprašati, pa si ne upa? Vprašanje, kako je z Viktorijo, one novinarke, se ne moram spomniti, kako je. Viktorija, Ne, pisala je novinarka. Tista, ki je napisala tudi o Borisu Kovaci. Ne, to je pa Vesna Milek. Vesna Milek je spretna pisateljica. Spretna. Mislim, priporočam njene od Borisu Kovaci, pa je zelo dobra. Samo je nekaj, ne? Tudi Bronja Žakelj, ne, morate vedeti, pa Ernest Hemingway, to so novinarji po poklicu in imajo značilen slog, ja, tako, ki je pa tudi privlačen po svoje, ker je okleščen vsakega simbolizma, a ne, Ignacija, vseh teh metafor in to je tudi privlačno, ne. In čeprav Vesna ima svojo globino. Ja, meni je všeč. Vesna Milek mi je... Ja. No, tako. Drugače pa, vse vam povem, ne, če, kot recimo Gret in greh, sem skoraj do konca prebrala. Zato, ker sem si rekla, hočem videti do konca, kako bo šlo, potem sem pa na koncu zelo hitro slišala, kako se konča in me je razočaralo. Hočem vam povedati, da drugače pa si vi imate, izbrusite si, kaj želite brati. Tudi lepo je, če si en ljudno poveste, jaz sem to prebral, pa mi je bilo všeč. Ampak jaz vam res priporočam, da čim več berete. Dokler še lahko, ker boste videli, ko vam tudi bo gre. Jaz tudi Ksenijo Benedikto berem. Aha. Všeč, ja. No, ona je tudi tak primer, ja. Lepo. Ja, smo kar nekaj povedali, a ne? Kar nekaj smo izvedeli. Upam, da ste bili s tem srečanjem s pisateljico zadovoljni. No, me veseli. Kakšen vtis je pustila pisateljica? Enkratni. Je? No, hvala vam. Potem vas pa toplo vabim še, da še kaj preberete od nje. Mi bomo tudi danes vaši knjižnici tukaj poklonili poseben knjižni dar, še kar nekaj novih dodatnih knjig, da boste lahko po kakšni posegli. V imenu Slovenske matice se vsem res iskreno zahvaljujem za sodelovanje na vseh delavnicah. Nekatere ste bile na vseh 4, a ne, zelo pridne. Tako da mislim pa, da največja zahvala danes pa velja naši gostje, gospe Matej Gomboc. Hvala lepa, Mateja. Z velikim veseljem smo bili danes s tabo, upam, da tudi ti z nami. Zelo hvala za vabilo, lepo in prijetno mi je bilo med vami. Hvala. Sam že kar nas bilo več. V redu je. Ampak ni... Ne, čisto v redu smo. A veste kaj, ni takih ljudi, da bi... Ja, lahko še pravi. Je že v redu, veste, to kako da zelo smo bili vezani, ne? Zelo lepo. Nisem poznala. Videli smo je bila. Veste, ne? Pisateljica. Še a se vam je pride do pisa, že je tule bo rekla še una jedna moja leva stran. Pa tu so jaz sem pisala. Ti pa uči? Ja, že pisala. Ti rekla, bi hotel nabrati. Letos je Ste še vi, a ne, da ste gospa Sonja? Ne, sem jo jaz A, ste jo že podpisali? Dobro, boste lahko
Hvala tam No, me veseli. Ja. Lani je šel en moj roman, ki mi je bil tudi všeč, po moje, Gorica, naslov, to, kar sem omenjala. A res? Ja, je tudi tako precej popularno, recimo temu, no. Tako da sem vesela tudi tega. Tako. Jaz pa največ berem tisto, ker so pisatelji, pač imam intervju s kakšnim. Aha, ja, saj sem razumela, ja. Ja, no, to. No, ampak veliko, ne, ste pa vsi povedali, da radi berete Ivana Sivca. Aha, Zato, ker veliko govori o slovenskih temah, a ne, to je zelo pomembno. Ampak jaz ga še nisem, mi še ni prišel. Aha, tako. Mislim, da imate vi tudi nekaj. Odlično. Kar vse ste lahko sem tukaj šlo. Če dovolite, jaz sem Franta Sonja, sem sodelovalka tega doma, 1 let pa pol, in sem srečna, lepo mi je, pa upam tudi še nas, kjer je, pa se dom na vsebinah se pripravila taka družbe, da se skrb da vemo, ampak to, kar smo vsi doživeli, to je bilo nekaj enkratnega. A res? Čeprav smo v tega življenja pravijo, in smo kljub temu nekaj odnesli. Ja, čudovito. Smo zelo najlepše zahvaljujem v imenu vseh nas, pa če bi še kdaj kakšna prilika bila. Pridemo z veseljem. Pa ne, obe, če je potrebno. Srčna hvala. Srčna hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Res je bilo zelo lepo tukaj. Tudi oni imajo, vidiš, svoje glasilo na Čudovito. Tako da bomo z veseljem spoznavali, kaj pa vi pišete, a ne? Da smo res nekaj vnesli. Tako. Ja, zelo Srčna hvala. Tudi nam je bilo zelo, zelo lepo, res to je taka dragocena izkušnja. Predvsem je zelo velika izkušnja in veselje, ko vidim, kako cenite slovensko knjigo, slovenski jezik. In res bom zdaj vam še tale dar izročila. Kam greš, Madlena? Aha, ja, vprašanje, ki zdaj dana. No, ni v najlepši škatli, a ne? Ni v najlepši škatli, je pa veliko. Tako da vam bom kar na mizo izročim. Čakajte, morda pa tukaj ven zložim. Razne knjige, ki vam podarjamo in jih boste lahko brali. To je roman o otrocih ugrabljenih, gospa je prijateljica. Moja pisateljska sestra. Ja, potem od Draga Jančarja ali pa Spomine na Trst. Tukaj je en najnovejši roman srbskega pisatelja, ki smo ga prevedli. To je pa ta Pobeg brez meja, ki ste ga nekatere, ki ste pridno hodili v delavnice, že dobile. Nekateri pa si ga boste lahko zdaj v knjižnici sposodili, a ne? Potem imamo tukaj, ker ste v Kranju, literarne zapise o Kranju, naslovljene kot Kranjska knjiga. A je to avtor Aci Puhar? Ne, tu je več avtorjev. Zelo, kaj so različni avtorji skozi zgodovino pisali o Kranju, ker je v bližini, kaj so pisali o Medvodah, če je katera od tam. Potem imamo spomine, kako je nastajala samostojna Slovenija, Dmitrija Rupla. Pa o našem, o Jurčiču, kaj je delal kot novinar, je tukaj. Potem je zbirka poezije, ki so jo pisali med vojno. Ne vemo, koga je. In pa seveda knjige o našem Primorju. Tukaj je pa kaj zagledati in zaduhati, a ne? Kot je pisateljica rekla, kako je vonjala atlase. Tako. Še zdaj ga imamo v nosu. Skratka, kar nekaj knjig smo vam pripravili in verjamem, da bo vsak našel kaj zase.
Zdaj vas pakiram v tole škatlo in vam jih poklanjam tukaj, bo gospa potem prišla gotovo tiskati. Tako da to je pa zdaj še naše drnice, ki jih Brata cestnik vam to priporočam, on tudi tako zgodovine piše. Tako da boste imeli še kaj nekaj za brati zdaj, a ne? Čez eno leto pa pridemo pogledat, a ne? Koliko ste prebrali? Koliko ste uspeli prebrati? Hvala, vse dobro želiva in zelo, zelo veliko zdravja vsem. Ja, res. In da se imate tako lepo, kot je gospa Sonja rekla, in da imate še kakšne imenitne delavnice, a ne, da pride, mi pa vas zagotovo še kaj obiščemo. Nasvidenje. Srčna hvala.